prvem delu leta 2021. Februarja je bil naš gost nekdanji minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Dimitrij Rupel. Danes pa mi je v veliko veselje in nenazadnje tudi v izjemno čast, da pozdravljam med nami današnjega sogovornika, prvega predsednika slovenske države, gospoda Milana Kučana. Predsednik, pozdravljen. Dober večer, lep pozdrav. Danes se bomo s nekdanjim predsednikom pogovarjali o poti, ki je pripeljala Slovenijo do osamosvojitve, o današnjem stanju in nenazadnje odnosih med Slovenijo in Italijo. Še preden pa stopimo v živo pogovora, naj opozorim vseh, da mikrofoni za vse tiste, ki so se povezali na Zoomu, bodo izklopljeni. Slišati bo samo podpisanega in seveda gospoda predsednika. Po prvih 45 minutah pogovora bomo seveda dovolili tudi občinstvu, ki se nam je danes večer pridružilo, da postavi gospodu predsedniku nekaj vprašanj. Zato pa vas prosim, da se prijavite z dvigom ročice na spodnji pasici Zooma, rumena ročka, in drugače pa vsem, ki so se povezali na prenosu v živo na Facebooku, pa lahko svoje vprašanje vpišete v komentar in seveda ga bomo potem prebrali predsedniku. No, ampak stopimo kar v živo današnjega pogovora. Gospod predsednik Milan Kučan je prvi predsedoval Slovenski republiki, še prej je bil član predsedstva, predsednik predsedstva Slovenske države in je bil potem dvakrat izvoljen na čelu naše demokracije. Med drugim je predsednik Kučan januarja meseca praznoval okrogel jubilej 80 let, za kar vam tudi z določenim zamikom seveda želim vse najboljše in vam izrekam svoje čestitke in čestitke Slovenske kulturno-gospodarske zveze. In ravno to bi vas vprašal, gospod predsednik, kako ste v tem pandemskem obdobju kljub vsem omejitvam, ki jih narekuje današnji čas, današnje stanje, praznovali svoj rojstni dan, menda da se je celo ob rojstnem dnevu rodila knjiga. No, najprej najlepša hvala za čestitke in dobre želje. Saj veste, za dobre želje ni nikoli prepozno, tudi če pride s kakšnim mesecem ali več zamikom. Ja, praznovanje 80-letnice, saj najbrž tudi brez te pandemije ne bi bilo kaj posebnega. Bilo bi pa meni prijetno, ker bi se lahko družil s svojimi prijatelji, ki žal pač zdaj so bili tako kot jaz prikrajšani za to druženje. Res pa je, kot ste rekli, da so me prijetno presenetili z knjigo. To je pravzaprav nek zbornik vtisov, ki so jih moji prijatelji, sodelavci napisali kot izsek iz svojega spomina na skupni poti, ki so prehodili z menoj. Je pač tako 80 oziroma 85 zgodb, ki jim jaz pravim, vsake oči vidijo stvari po svoje in tako tudi to sodelovanje oziroma to skupno potovanje vidi vsak po svoje. In je zanimivo bilo branje ne samo za mene, da sem videl, kako so si to sodelovanje zapomnili moji prijatelji, ampak tudi za druge, ki so zvedeli o tem našem sodelovanju marsikaj, kar do zdaj ni bilo znano javnosti. Bil sem vesel. Lepo, knjiga nosi naslov Prijatelj, državnik, človek, pod naslov Pričevanje o Milanu Kučanu in je seveda na voljo za vse, ki bi jih tole branje in vse te želje zanimali. Ampak stopimo v živo današnjega pogovora. Kot že povedano, mi smo se pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi odločili, da bomo posvetili nekaj misli, pogovorov ob 30. obletnici ustanovitve Slovenske države. In takrat, junija leta 1991, ste vi povedali slavni stavek: danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan.
Vprašanje, ki ga postavljam danes, je pravzaprav, kje smo s tistimi sanjami. Smo jih odsanjali, se še vedno dogajajo, se sploh niso uresničile. Oziroma, osebno se mi zdi, da se je odnos Slovencev do lastne države nekoliko razblinil. Nekaj pravzaprav imam vtis, da ne gre, ker takrat smo bili Slovenci enotni, danes mogoče, da nismo več. Prav zato iščem tudi na nek način eno prispodobo v današnjem pandemskem času. Namreč tudi sami ste izrazili v enem intervjuju, ki sem ga bral, da je po prvem valu solidarnosti nastopila strašna neenotnost. In ta prispodoba se mi zdi, da velja tudi za 30 let slovenske države. Od močne, velike solidarnosti do razkroja neenotnosti pravzaprav. Tako da bi vas vprašal, kaj vi mislite o tem? Glejte, tisti dostikrat citirani stavek je imel pravzaprav dva dela. Da so dovoljene sanje se je nanašalo na nek zgodovinski lok prizadevanj Slovencev za samostojno državo. Drugi del, jutri je nov dan, je pa pomenil prevzeti odgovornost za to državo. In ta odgovornost je nekaj, kar jaz mislim, da Slovenci nismo do konca razumeli. Da se je država zgodila kot nek logičen zaključek nekega zgodovinskega procesa. Seveda, pričakovanja z novo državo so bila razumljiva v tistem času, ko se je to zgodilo. Po globoki krizi, ki je razjedala jugoslovansko državo, kjer ni bila zagotovljena prihodnost in varna perspektiva in kjer smo si Slovenci predvsem želeli mir. In če danes pogledate, ali so pričakovanja tudi v tem 30-letnem loku ostala na nek način ista, so ostala ista, seveda vsajena v ta čas. To je želja po miru, po solidarnosti, po prevzemanju odgovornosti za svojo usodo, za usodo prihodnjih rodov, za življenje v demokratični državi, kjer bodo spoštovane pravice človeka in dostojanstvo slehernega človeka, kjer bo uresničena ali pa uresničeno dostojanstvo države, njen ugled v mednarodni skupnosti in tudi njen tvorni prispevek prizadevanjem, ki so danes nekoliko drugačna, kot so bila takrat, mislim na prizadevanje mednarodne skupnosti, tudi glede na dejstvo, da je v tem času Slovenija postala članica Evropske unije in da ima možnost uporabiti vse tiste vzvode, ki so na razpolago vsem drugim državam, ki so članice tega velikega zgodovinskega projekta, ki na žalost včasih izgleda, da izgublja zagonsko moč. In mislim, da bi, če kdo, potem narod, kot je slovenski, moral biti zainteresiran, da ta zagonska moč ne bi pešala. Povedali ste, da je tudi širša skupnost pravzaprav gledala na takratni čas drugače od današnjega. Sami ste tudi nekoč izrazili misel, da je prišlo do ustanovitve slovenske države tudi po zaslugi neke sreče, ker je bil čas po letu 1989 primeren za to, česar ne moremo danes reči recimo za Katalonijo. Ampak mi kot Slovenci v Italiji seveda se spopadamo s tem vprašanjem tudi z obzirom na državo, v kateri živimo. In bi vas vprašal, kako se spominjate takratnega časa v odnosu, ki ga je imela recimo Republika Italija, ampak tudi druga širša mednarodna skupnost na vprašanje samosvajanja Slovenije. Takrat, naj spomnimo, je bil na čelu italijanske vlade Craxi, njegov zunanji minister je bil De Michelis. Najbrž da usmeritve so bile s strani Italije takrat drugačne, kaj ne? No, glejte, bilo bi preveč enostavno, če bi rekli, da smo se zanašali samo na srečo. Bil je splet nekih srečnih okoliščin, ki so zadevale takratne razmere v mednarodni skupnosti. To je bil čas po padcu Berlinskega zidu, ko se je preurejala Evropa, ko je bilo polno negotovosti na eni strani, polno upanja in pričakovanj, mogoče tudi nerealnih na drugi strani. In v ta trenutek je padel razpad jugoslovanske države, ki se je dogajal še pred razpadom Sovjetske zveze, ki so
glavni razlog, da so se v mednarodni skupnosti bali razpada Jugoslavije, ker bi lahko bil slab vzor za to, kar bi se lahko zgodilo v Sovjetski zvezi, čeprav se je tam po zaslugi pametnih ljudi zgodilo drugače kot v Jugoslaviji. No, te srečne okoliščine so seveda padle na temeljito pripravljen projekt, ki je računal z pravnim temeljem odločitve Slovencev, tako mednarodni pravni temelj, se pravi s pravico do samoodločbe, kot seveda tudi s pravnimi akti, ki so zadevali Slovensko republiko in tudi odnos do pravnega reda Jugoslavije. Skratka, to je bil projekt, ki je v teh okoliščinah potem tudi dal ta rezultat. Potrebno je pa za njegov uspeh bilo potrebno doseči prepričljivost ali pa prepričati ljudi, da kljub tveganju vendarle enoten nastop lahko zagotovi uspeh in zmanjša tveganje. In to je takrat slovenska politika, zavedajoč se zgodovinske odgovornosti, tudi dosegla. Mogoče zdaj pravimo nikoli prej in nikoli pozneje. Torej, za prej ne vem, ampak za pozneje pa lahko trdim, da ne in da so čedalje manjši obeti, da bi slovenska politika lahko še dosegla približno enako stopnjo enotnosti. Čeprav mogoče so sedanje nevarnosti, pa ne mislim samo na pandemijo, ampak tudi to, kar se v svetu dogaja, tudi to, kar se dogaja v Evropi, povezane z neko potrebo po ugotavljanju večjega skupnega nastopa in večje skupne odgovornosti. Italijanska politika je bila takrat pravzaprav del tega, kar se je dogajalo v Evropi, neka negotovost. Jaz sem imel takrat obisk pri Craxiju, pri predsedniku vlade, ki je nekako kazal več razumevanja kot takratni zunanji minister De Michelis. Čeprav moram povedati, da so se stališča ministra De Michelisa nekako razvijala v prid razumevanju želje Slovencev in da je De Michelis, ki je dolgo časa vztrajal na stališču, da smo Slovenci krivi za razpad Jugoslavije, vendarle potem razumel okoliščine, v katerih se je ta želja želela uresničiti in da je bil človek, ki je držal besedo. Torej, ko je on enkrat rekel ja, je potem tudi veljalo ja, in če je rekel ne, smo vedeli, da je ne in da se je bilo potrebno z njim potem z argumenti naprej pogovarjati. Tako da ne bi mogel reči, da je bila italijanska politika do konca nenaklonjena tej slovenski odločitvi, pri čemer pa so pomembno vlogo odigrali tudi ljudje, ki so vodili dežele, ki so blizu Sloveniji oziroma takrat blizu jugoslovanski meji. To je ljudje, ki so vodili Furlanijo, Julijsko krajino, tudi Veneto in seveda tudi Južno-Tirolsko. Tudi v Milanu smo imeli kar precej sogovornikov in, kako bi rekel, somišljenikov oziroma podpornikov. In da so na ta stališča zlasti tukaj v nam najbližji pokrajini imeli velik vpliv tudi zamejski Slovenci, ki so imeli seveda bližnji vpogled ali bolj natančen vpogled v to, kar se je dogajalo v Jugoslaviji in odkot in zakaj te slovenske želje po osamosvojitvi in po razdružitvi z takratno Jugoslavijo in s kaosom, ki se je tam napovedoval. Jaz bi vas vprašal ravno, kar se tiče naše narodne skupnosti. Stiki z nekdanjo državo so bili redni, mogoče celo tesnejši od tega, kar so bili potem. Seveda, naša organizacija je mogoče s te strani bila izjema, ker je našla predvsem v vas enega zelo zanesljivega sogovornika. Ampak bi vas vprašal mogoče malo bolj specifično, kako se vi spominjate odziva, ki ga je imela narodna skupnost? Mi smo zrli kot Slovenci v Italiji na Jugoslavijo, mogoče na drugačen način od samih prebivalcev Jugoslavije in zato je čisto možno, da so bila takrat tudi določena mnenja deljena, ampak prepuščam pa vam besedo glede spominov na reakcije Slovencev v Italiji na osamosvajanje Slovenije. Torej, če zavrtim spomin nazaj, se je slovenska skupnost v Italiji, posebej SKGZ, znašel v položaju, ki ni bil tako zelo enostaven. V Jugoslaviji so videli nekako branika pravic in položaja in navsezadnje tudi varovanja identitete Slovencev v Italiji. Jugoslavija je bila podpisnica sporazumov, navsezadnje tudi
Osimskih sporazumov, ki je zagotavljal na nek način vsaj temeljno varstvo, ki se je pozneje potem v dolgih razpravah uresničila skozi, čeprav tudi takrat ne v celoti v zaščitnem zakonu. Slovenci so imeli takrat, mislim, na Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo veliko gospodarskih stikov z Jugoslavijo, ne samo za Slovenijo, ampak tudi z drugimi republikami. To je krepilo materialni temelj te naše skupnosti in ta je bila seveda potem žrtvovana zaradi, predvsem bi rekel, notranje političnih interesov v Sloveniji, tako da je propadel Safti, propadla Tržaška banka in tako naprej, stvari, ki so vam dobro poznane, zaradi po moje ideološke kratkovidnosti, ki se je dogajala pri nas doma, žrtve pa seveda so bili Slovenci v Italiji. Brez, kot sem že prej omenil, podpore pa na koncu vendarle in razumevanja, kje so razlogi za željo Slovenije, za to močno zgodovinsko hotenje po osamosvojitvi kot izhodu iz jugoslovanske krize, izhodu, ki je pomenil formiranje samostojne države in razdružitev z bivšo državo, pa jaz mislim, da tudi Biazutti in drugi ljudje, ki so takrat vodili Furlani-Julijsko krajino in dežele, ki sem jih že omenjal, najbrž ne bi tako vneto pritiskali na Rim kot so. Velja. Gremo se premakniti zdaj na konec vašega mandata oziroma drugega mandata kot predsednika slovenske države. Namreč letos ne obeležujemo le 30. obletnice osamosvojitve Slovenije, ampak tudi 20. obletnico izglasovanja zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, ki je še zdaj mogoče najpomembnejša oporna točka, zakonska oporna točka naše skupnosti. Zakon je bil izglasovan v predzadnjem letu vašega mandata. Takrat je bil vaš direkten sogovornik, bi rekli kolega v Italiji, Carlo Azeglio Ciampi. In bi vas vprašal, če se spominjate tistega obdobja stikov s predsednikom italijanske države, če ste pravzaprav imeli, če ste se pogovarjali okrog našega zakona in seveda, če ste bili pri tem uspešni. Torej, informacije o tem, kako tečejo priprave na zakon, sem glavno dobival od mojega prijatelja Jožeta Šušmelja, ki je bil takrat človek, ki je pravzaprav največ delal na tem, da bi bil ta zakon končno vendarle sprejet. O tem je tudi napisal knjigo, ki je zelo ilustrativna, govori o trpkem sosedstvu z Italijo. Jaz sem se srečal takrat z predsednikom Ciampijem. To je bil čas tudi tik pred sprejetjem Slovenije v Evropsko unijo in ko je bilo potrebno odstraniti nekaj ovir, ki jih je postavila tudi Italija naši poti v Evropsko unijo. To je bilo predvsem, so bili premoženjski in nekateri drugi zahtevki optantov. Midva sva govorila zelo odkrito, on je bil človek, ki je Slovenijo dobro poznal, bil je v Ljubljani kot šef italijanske nacionalne banke in je takrat v Ljubljanski banki proučeval informacijski sistem, poznal je tudi nekaj medvojne zgodovine, poznal je, da je Ljubljano, ki je bila obdana z žico v času italijanske okupacije, tudi o streljanju talcev v gramozni jami, in so govorili tudi o tem, ali je morda trenutek, ko vstopa Slovenija v Evropsko unijo, se pravi, ko bo delila usodo skupaj z Italijo v tej veliki evropski integraciji, ali je dozorel čas, da z neko gesto obeležimo skupen zgodovinski spomin in ga ovrednotimo v luči temeljnih vrednot, na katerih je zgrajena Evropska unija, to se pravi z antifašizmom, z solidarnostjo med evropskimi narodi in tako naprej. Predsednik Ciampi je pokazal veliko zanimanja za to in ker je bila tema občutljiva, sva o tem govorila samo v prisotnosti najinih svetovalcev in mislim, da je kasneje njegov svetovalec, mislim, da se je pisal Puri Purini, pravzaprav tisti, ki je na predsednika Ciampija najbolj vplival z oceno, da razmere zgodovinske za neko tako dejanje niso dozorele. In mislim, da je imel prav, če gledam, kaj vse se je še potem dogajalo in da je pravzaprav prvi, ki je ocenil, da so pa razmere morebiti se nekako otoplile, bil predsednik Türk z predlogom za tisti znani koncert na trgu
v Trstu, da je potem prišlo seveda tudi do skupnega poročila italijansko-slovenskih zgodovinarjev, ki na žalost v Italiji uradno ni bila to poročilo nikoli potrjeno. Je pa to poročilo dobra osnova za to, da nekako skupaj ovrednotita oba naroda vse to, kar se je skozi zgodovino med njima dogajalo, in ni bilo zmeraj prijetno, ne za en, ne za drugi narod, čeprav jaz kot Slovenec mislim, da je ta zgodovina bila bolj neprijazna do Slovencev. No, teda zdaj so razmere drugačne, nekoliko so se ti odnosi zrahljali. To, kar se je dogajalo lani na Bazoviški gmajni, to, kar se je dogajalo z vrnitvijo Slovenskega narodnega doma, to so, bi rekel, neki znanilci boljših časov, bolj odprtih, bolj odgovornih, bolj zgrajeni na spoznanju, da tukaj na tem prostoru živimo in da je samo od nas odvisno, od enih in drugih, ali bo to skupno življenje na tem prostoru prijateljsko, stremelo k skupnim ciljem v prid obeh narodov, ali pa se bo lahko tudi v določenih časih nadaljevala neprijazna zgodovina. Hvala. Mislim, če dobro razumem vaše besede, potemtakem je pravzaprav vso ta dejanja, nenazadnje tisto, ki se je zgodilo lani 13. julija, bolj začetek nečesa, ne pa kot je včasih marsikdo prepričan, zaključek ene zgodbe. Ampak bi pri tem razširil mogoče pojmovanje vprašanja sprave, zgodovinske sprave, ne samo na spravo med Italijo in Slovenijo, ampak tudi na spravo med Slovence same. Vi ste med vašim predsedovanjem skušali se tudi začeti eno pot dialoga s takratnim nadškofom Šuštarjem in sicer ta pot, ki ste jo začeli, najbrž glede na ocenjevanje današnjega stanja, ni obrodila zaželenih sadov. Ker takole, da bomo gledali na zgodovino z očmi mogoče mladih ljudi, še vedno marsikateremu mlademu človeku, tako v Italiji, v Trstu, ki se sprašuje, zakaj se zaključujejo vse debate okrog partizanov oziroma fašistov, komunistov in fašistov pravzaprav, tako se v Sloveniji mogoče marsikateri mlad sprašuje, zakaj je še vedno tako trdna ta razdeljenost med tem, kar so bili pravzaprav partizani in domobranci. Torej, kako doseči eno spravo dejansko, skupen spomin, grajenje skupne identitete in če so časi oziroma če bodo časi zreli za to. No, kar zadeva pravne temelje sprave, bi rekel, to je pač globalni zaščitni zakon, tisti, ki to osnovo daje. Drugače je pa z spravo pač tako, da morajo dozoreti spoznanja o tem, da preteklost ne more kar naprej obremenjevati sedanjosti in predvsem ne more obremenjevati prihodnosti. Glejte, tudi če za trenutek se vrnem na to, kar se je dogajalo lani na Bazovici in Trstu. Rekli ste začetek, konec. Jaz mislim, da je to začetek, da so simbolna dejanja pomembna, ampak vendarle ob tem sta ostale dve stvari, ki sta bili nedorečeni. Ustreljeni na Bazoviški gmajni so še zmeraj teroristi. In Slovenci smo še zmeraj genocidni narod, ki je pobijal Italijane samo zato, ker so bili Italijani. In te besede so bile izrečene z najvišjih besed predstavnikov italijanske države. Ne mislim seveda Mattarelle, ampak nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Tajanija in tako naprej, kar vi dobro poznate. Skratka, stvari so začete dobro, zato jaz pač mislim, da je na tem temelju mogoče graditi naprej. Bilo bi pa slabo za prihodnost, če bi mislili, da je s tem vse upravljeno. Ni upravljeno vse, ne na italijanski, ne na naši strani. Kar zadeva pa spravo v Sloveniji.
To, kar se je takrat zgodilo, dejanje, ki so ga opravila skupaj s pokojnim metropolitom Šuštarjem, je bilo pravzaprav dejanje, ki je temeljilo na spoznanju, da je pred osamosvojitvijo, pred tem velikim dejanjem potrebno doseči konec nekega razdora, ki je Slovence bremenil skozi medvojno in tudi predvojno zgodovino. Se pravi, kot dejanje v prid doseganje enotnosti, ki bi bila potrebna za odločitev o slovenski samostojnosti in o razdružitvi s takratno jugoslovansko državo. Očitno razmere za uspeh tega dejanja, dolgoročen uspeh tega dejanja niso bile zrele. In je takoj po tem dejanju v Rogu bil poskus to dejanje povsem zamolčati. In v veliki meri je tudi to dejanje ostalo potem zamolčano. Lani je bil nek posvet v okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je o tem govoril in je poskušal spravo nekako valorizirati v današnjem času. To, kar pravite, da je v Italiji komunisti, fašisti, saj v Sloveniji nič drugače. Partizani so komunisti, belogardisti so fašisti in ta zgodba se perpetuira kar naprej, jo pa ne perpetuirajo mladi ljudje. Perpetuirajo ljudje moje in še starejših generacij, ki so živi, jo pa del slovenske politike s pridom izkorišča. To je neka rana na narodovem telesu, na narodovi zavesti in dokler se bo, če uporabim ta izraz, to rano kar naprej solilo, toliko časa seveda bo živa in bo onemogočala neko sožitje na nekih skupnih projektih, ki bi mobilizirali Slovence, tako kot je recimo bil projekt osamosvojitve takrat leta 90 oziroma 91. Danes to manjka, danes ni nekega takega velikega projekta, ni spoznanja o tem, da smo pravzaprav majhen narod v morju, v oceanu različnih interesov, ki jih poganjajo veliki narodi in ki imajo veliko več možnosti te interese tudi udejanjati. In jaz pač tako mislim, da narod, ki nima dovolj samozavesti, ki ni sposoben utemeljiti svojega zgodovinskega interesa glede prihodnosti, seveda te prihodnosti dostikrat tudi nima in jo zakocka. Upam seveda, da se to nam ne bo zgodilo. Če ostanem sicer na vprašanje ravno spomina na leto 90 oziroma 91, je tudi res, da tudi na ta leta je spomin deljen. Pravzaprav danes si nekdo bolj od drugih lasti pravzaprav tiste zgodovinske okoliščine, ki so pripeljale do 30. obletnice slovenske države. No, najbrž je po vsakem takem prelomnem zgodovinskem dogodku, tako kot se to dogaja zdaj v Sloveniji. Tudi v povojni Sloveniji, mislim na Slovenijo po letu 1945, bolj ko se je konec vojne odmikal, pravijo, več je bilo spomeničarjev oziroma več je bilo partizanov. Tako je tudi zdaj. Čedalje več je tistih, ki so zaslužni in samo zaslužni oni za to, kar se je za slovensko državo in njeno osamosvojitvijo tudi zgodilo. Zdi se mi celo, da se malo prenaglašuje vojaški vidik te odločitve oziroma tega projekta, čeprav je seveda bil pomemben, ampak vendarle je šele ta vojaški vidik in diplomatski vidik prizadevanja za mirno rešitev krize, za to, da bi ne prišlo do razdejanja, kakršno se je dogajalo potem v drugih delih Jugoslavije in ki je bilo verjetno možno tudi v Sloveniji ne zgodilo, je bilo potrebno napeti vse sile, poiskati diplomatske kanale, sesti za pogajalska miza, se pogajati o prekinitvi ognja, sprejeti sporazum oziroma dogovor na Brionih in potem graditi na miru naprej. Recimo ta mirovniška opcija, ki je bila v Sloveniji zelo močna, še zadnje leto življenja Jugoslavije, ko se je vedelo, kaj pravzaprav pomeni militaristična orientacija političnega vodstva jugoslovanske armade, dokam lahko to seže, kako lahko prevlada civilno družbo oziroma civilno državo, vse to nekako kakor da je izpuhtelo in da ostaja samo to, kar je seveda pomembno, da se je Slovenija takrat za svojo teritorialno obrambo, ki je imela v Sloveniji veliko tradicijo, ki je bila naslonjena na partizansko vojskovanje, seveda bila sposobna to odločitev tudi
ubraniti. In to je bila neka kratkovidna računica, ki je generali v Beogradu niso bili sposobni izpeljati do konca. No, če nekako strnem to misel, mislim, da je prav, da se dovoli vsakomur, ki je bil takrat angažiran v tem velikem projektu, da v svojem prispevku misli pač najboljše, kakor misli, ne. Je pa potreben nek skupen zgodovinski pogled na to takratno dogajanje in ta skupen pogled bo po mojem možen šele čez čas, ko predvsem, bi rekel, ta individualni egoizem ali prisvajanje tega projekta ne bo tako izrazito močan, kot je zdaj, pa ne v funkciji pogleda nazaj, ampak v funkciji razdeljevanja politične moči v današnji slovenski državi. Namreč ravno ta moč, recimo jaz namigujem prav na namen ustanovitve muzeja osamosvojitve, če se ne motim, ali nekaj podobnega, ki ima ene zelo, zelo jasne politične konotate nazadnje. Ja, se strinjam z vami, ne vem, mi imamo muzej novejše zgodovine. V tem muzeju ima slovenska osamosvojitev seveda tudi dostojno mesto. Mogoče je lahko komu manjkajoče kakšen del, manj poudarjen na račun drugega, ampak sprašujem se, komu je muzej slovenske osamosvojitve potreben in kdo za njim stoji. A to ni del slovenske najnovejše zgodovine? A je bilo potrebno zamenjati direktorico, tako kot se to dogaja v Sloveniji v letu zadnjem, ne samo v muzejih, ampak se dogaja tudi v kulturnih inštitucijah, v galerijah, v drugih inštitucijah, ki pravzaprav z tem, kar je trenutno ali pa naj bi bila prioriteta slovenske vlade, to je spopadanje z epidemijo, nimajo nobene zveze. Gre preprosto za označevanje prostora, ki ga ta vlada in posebej vodeča stranka poskuša zamejiti kot svojega in dokazati, da je absolutno sposobna uveljaviti svoje interese v vseh teh inštitucijah. In pa niso interesi slovenske države. Že smo pravzaprav pri aktualnem stanju slovenske države, ki bi ga pa vseeno še malo primerjal z zgodovino, predvsem kar se tiče zunanje politike. Namreč Slovenija bo v drugi polovici letošnjega leta predsedovala svetu Evropske unije, Evropskemu svetu. In takrat, ko ste prevzeli vodstvo slovenske države, se je zdelo, da bi bil en korak stopiti v štric z državami srednjeevropskega prostora, ki so doživljale prav tako, kot je Slovenija v tistem obdobju doživljale zgodovinske korake, bi bilo nekaj naravnega. Ampak takrat pravzaprav so te države doživljale drugačne politične okoliščine. Češko je vodil Havel, Poljsko je vodil Wałęsa in danes je pa približevanje višegrajski skupini nekaj drugačnega. Ampak dejansko se mi zdi, da ostaja Republika Slovenija majhna država, ki nima jasne orientacije v zunanji politiki. Mogoče bi celo pretiraval, ampak bi skoraj rekel, da je s pogledom na jug ali pa na vzhod celo malo izolirana, oziroma spogledovanje z višegrajsko skupino ni glih v tem obdobju mogoče primerno, tudi z obzirom tega, kar smo videli danes v Evropskem parlamentu o izglasovanju nove normative glede oziroma notranjega pravilnika, ki bi izključil najbrž stranko madžarskega premierja Orbana iz skupine, katere je članica Evropske ljudske stranke, se pravi. Kam brede ta slovenska zunanja politika in kam bi bilo boljše, da bi šla svoj čas in danes? No, slovenska zunanja politika se je v bistvu rojevala sporedno z rojevanjem slovenske države. Jaz imam zelo pozitivno izkušnjo sodelovanja z takratnim slovenskim zunanjim ministrom dr. Ruplom. Če sem prav razumel, ste ga pred mesecem dni gostili. In to se zelo trudila in takrat se je bilo potrebno truditi v svetu
dopovedati in argumentirati slovenske poglede na razloge za razpad Jugoslavije, na razloge za odločitev za samostojno državo. In mislim, da je takrat v mednarodni skupnosti bilo velika pripravljenost poslušati in razumeti te argumente in razumeti tudi argumente, kaj se zna dogajati za hrbtom Evrope na tleh nekdanje Jugoslavije, če ne bo prišlo do pravočasne intervencije. Na žalost, z prepričevanjem tega, da je ta intervencija potrebna, nismo uspeli. Potem, ko se je Slovenija osamosvojila, je seveda začela iskati svoj prostor na novem evropskem zemljevidu. In je bilo normalno, da ko je padla meja med vzhodom in zahodom, da se je znova oživila ideja Srednje Evrope. Za to idejo, ki je pravzaprav neoprijemljiva, kaj je pravzaprav Srednja Evropa, je madžarski književnik György Konrad nekoč rekel, to je vsakokratno stanje duha Evropejcev. In to stanje duha Evropejcev se je po padcu te meje znova vzpostavilo in na tem prostoru so se nenadoma znašle ob Sloveniji še Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, Avstrija in del Nemčije itak že poprej. Od to tudi ideja, da se je treba povezati z Višegrajsko skupino, čeprav so te države 4 imele nekoliko drugačne interese in nekoliko drugačno, kako bi rekel, preteklost, oziroma ki so se je želeli otresti, kot je imela Slovenija. To je predvsem, sta bile 2 stvari, se pravi, kako se otresti oporišč, ki jih je imela Rdeča armada v teh državah in kako se znebiti tega, kar je takrat ta ekonomski sporazum v okviru sovjetskega bloka oziroma vzhodnega bloka bil. So pa ljudje, kot ste jih vi omenili, se pokazali kot veliki prijatelji Slovenije in so bili tudi pripravljeni Slovenijo sprejeti v ta krog, upoštevaje seveda te razlike, čeprav takrat že v slovenski vladi, ki jo je vodil dr. Drnovšek, ni bilo velikega razumevanja za to. Nekako je veljalo prepričanje, da bi nas sodelovanje s temi državami, ki so, zdaj malo figurativno to povem, 1000 let v razvoju za nami, da bi nas to vleklo nazaj in da bi se na ta način težje otresli bremena Balkana, ki smo ga nosili na svojem hrbtu. Kasneje se seveda pač, tako kot je zunanja politika, vse odvijalo na podlagi interesov. Primarni interes je bil seveda vključitev v Evropsko unijo in v NATO. Temu je bilo podrejeno vse zunanje politično delovanje Slovenije. S tem, da se je potem nekoliko zanemarilo to ravnotežje, ki ga, po mojem mnenju, majhna država še posebej mora v mednarodnih odnosih loviti. Se pravi, da mora imeti dobre odnose najprej s sosedi in potem seveda tako z vzhodnimi kot zahodnimi velikimi akterji na mednarodnem prizorišču. Zdaj nedavno sem bral neko izjavo že prej omenjenega ministra dr. Rupla, ki je dejal, da za Slovenijo ni dilema ali Združene države ali Rusija, ampak in Združene države in Rusija. In jaz se seveda globoko s tem strinjam, čeprav nisem imel ves čas občutka, da je on tudi tako usmerjal zunanjo politiko. Vsekakor je pa človek, ki lahko najbolj verodostojno govori o slovenski zunanji politiki in seveda o zagatah, v katerih se je znašla in tudi o tavanjih, ko je pravzaprav iskala svoj pravi kompas. Imate pa prav, trenutno je zelo težko povedati, kakšna je zunanja politična usmeritev Slovenije. To približevanje Madžarski in Poljski ni zelo obetajoče, po moje, nasprotno. To je tisto, kar vleče Slovenijo nazaj in tudi vpliva na njen mednarodni ugled. Glejte, ne razumem, da Slovenija podpira neko tezo, ki je dostikrat slišati, tako na Poljskem kot tudi na Madžarskem, da zahodne demokracije ne razumejo, da te vzhodne države oziroma države, ki so nekoč spadale v vzhodni blok, drugače razumejo demokracijo in drugače razumejo vladavino prava. Da prav tako kot Zahod razumejo demokracijo,
da prav tako razumejo vladavino prava, da prav tako razumejo vladavino človekovih pravic, so morali dokazati, ko so izpolnjevanje pogoje za sprejem v Evropsko unijo. In odkot nenadoma zdaj drugačno razumevanje. Je drugačen zgodovinski kontekst, ampak ta drugačen zgodovinski kontekst ne spreminja seveda dejstva, kaj je vladavina človekovih pravic, kaj je vladavina prava in kaj je demokracija. Hvala za te misli. Bi vas pa še vprašal, preden damo besedo mogoče občinstvu, kaj pa pogled, kar se zunanje politike tiče, na južne države, na nekdanje države, skupne Jugoslavije, ne? Kako pa gledate v prihodnosti na povezovanje, ne samo ekonomsko, ampak tudi politično, seveda s Hrvaško trenutno najbrž, da glede še nerešenih mejnih vprašanj ne gre in tako dalje in tako dalje. Ampak kaj si obetate v prihodnosti? Ja, prihodnost tega dela Evrope je negotova, kot je pravzaprav skozi vso zgodovino bila negotova. Največji zgubaš, če se mu tako reči, te tragedije, ki se je zgodila po razpadu Jugoslavije, seveda Bosna in Hercegovina in ljudje, ki tam živijo. To je še zmeraj nerešeno vprašanje, tega se otresa Evropska unija, noče se pravzaprav poglobiti v ta, kako bi rekel, kotel žarečega olja. In toliko časa, dokler tu ne bo čistih rešitev, toliko časa bo ta prostor še naprej nestabiliziran. Seveda, tu so potem še odnosi med Srbijo in Kosovim, tu je vprašanje razmerja med Srbijo in Republiko Srpsko, kup nekih vprašanj, tudi izsiljevanje Bolgarije v odnosu do Makedoncev, ki vse to govori o tem, da je to nestabilen prostor, ki zna, če se bodo stvari zaostrile, destabilizirati tudi odnose v Evropi. In tu mislim, da Evropa nima enotne strategije, posebej ne, če se vrnem k temu, kar zadeva prihodnost Bosne in Hercegovine. Slovenija ima nekako ambivalenten odnos do tega skozi to zgodovinsko premico 30 let. Najprej smo temu prostoru obračali hrbet, takrat, ko so v mednarodni skupnosti od nas ravno pričakovali največji angažma, ker so predvidevali, da mi najbolje poznamo razmere in da bi morebiti lahko največ prispevali k neki mirni rešitvi. Potem smo začeli topliti te odnose, predvsem spodbujene z gospodarskimi interesi. Tu so nas pač interesi drugih prehitevali in zdaj smo nekako, bi jaz rekel, na nekem položaju, ko nimamo čisto jasne platforme, kaj pravzaprav na tem prostoru želimo mi videti in kaj mi lahko k temu prispevamo. Hrvati pravimo, da imamo dobre odnose, ampak ob toliko nerešenih problemih je seveda to dostikrat lahko slepilo. Dobri odnosi predpostavljajo seveda medsebojno spoštovanje. S Hrvati imamo rezilno žico, imamo koliko, mislim, še novih 50 kilometrov, naš notranji minister napoveduje nove žice, kmalu bo tako, kot je bila z žico ograjena vzhodna Nemčija, ampak razlika je bila ta, da so vzhodni Nemci, politiki, poskušali s to žico preprečevati beg svojih državljanov iz svoje države, mi pa preprečujemo prihod tujcev v našo državo. Skratka, mislim, da ne more Slovenija imeti mirne vesti, niti glede tega, kar se je kasneje zgodilo na prostoru nekdanje Jugoslavije, niti mirne vesti glede tega, kar se zdaj dogaja, oziroma dokler ne bo imela jasne slike, jasne predstave in urejenih odnosov z vsem tem, kar je recimo na vzhodni strani našega hrbta toliko časa je smerni, da mirnega spanca v Sloveniji ne more biti. Že spet hvala za zelo dragocene besede. No, pogovarjava se že 45 minut, ker vemo, da po spletnem mediju koncentracija oziroma napor slediti spletnemu mediju je nekoliko težji kot najbrž v živo. Bi jaz dal že besedo številnim, ki so se nam pridružili.
Ponavljam navodila, ki sem jih sporočil na začetku. Če bi kdo hotel vprašati kaj gospoda predsednika, naj se prijavi. Tisti, ki so povezani na Zoomu, naj pritisnejo na ročico na spodnji pasici programa Zoom. Tisti, ki pa nam sledijo po Facebooku, lahko vpišejo komentar in ga bomo mi prebrali. Kot prvi bi jaz dal besedo predsednici Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Kseniji Dobrilan, da vas nagovori in vam postavi mogoče svoje vprašanje. Ksenija. Ja. Gospod predsednik, Milan Kučan, še enkrat lepo pozdravljeni v naši sredi. Kot sem vam že prej povedala, zelo smo veseli, da ste med nami. Rada bi vas, ko sem vas poslušala, se mi utrnilo veliko nekih miselnih iskric, vzgibov, vprašanj, ampak vaš zadnji odgovor me je navdahnil, da bi vas nagovorila predvsem kot politika, ki je tako zaznavno obeležil politično prizorišče v Sloveniji, in ki kot politična oseba in politik s karizmo še vedno uživa veliko zaupanje in ugleda. Predvsem kot politik izraz levice v kulturno-idejnem smislu. Vidimo, da populizem je pritegnil delavske mase in nima jasnega in naprednega pogleda na družbena vprašanja. Je prežet z nacionalizmom, simplicizmom, izključevanjem, tudi patriarhalnostjo. Nekako vsi krhki segmenti družbe se čutijo ogroženi. Vsi tisti, ki se prepoznavamo v idejah antifašizma, osnovnih človekovih pravic, solidarnosti in demokratične družbene ureditve, se sprašujemo, zakaj levičarska gibanja pri nas, konkretno v našem prostoru v Sloveniji, pa tudi v Italiji, tudi širše po svetu, ne zmorejo tiste operativnega pogleda, niso sposobni uveljaviti te napredne vsebine humane socialne države in trenutno ne uspejo nagovarjati širših množic. Prej ste omenil stanje duha Srednje Evrope. Jaz mislim, da je mnogo pričakovanje, da je stanje duha množic, ki čakajo, da bi se jih nagovarjalo tudi v tem smislu. Katera so tista konceptualna vsebinska jedra, ki bi dala nek zagon neki novi prenovljeni levici? To je zelo kompleksno vprašanje. Mislim, da je ključni problem, da procesi, ki nekako označujejo sodobne družbe, sodobne evropske družbe, niso dovolj reflektirani politično ali, če hočete, idejno. Levica nekako dosega limit za kritiko tako imenovane liberalne ekonomije. Od tod naprej pa ne gre, ne postavlja svojega koncepta ali, bi rekel, alternative temu podivjanemu liberalizmu in, če hočete, ekonomizmu in profitarstvu, se pravi vladavini denarja. In tako ne postavlja alternative temu trendu, ki poskuša kot vrednoto uveljaviti samo tisto, kar je merljivo v denarju, če zelo poenostavim. Ne sledi temu, da je tehnologija sodobna, zlasti tudi komunikacijska, ni nujno samo v funkciji tega, kar je merljivo v denarju, ampak lahko tudi v funkciji nekih drugih humanih človeških vrednot. Ne sledi temu, da se je pravzaprav klasičen delavski razred izgubil, da je ta tehnologija naredila svoje in da je treba na novo domisliti razmerje med delom in kapitalom. Eno in drugo prispeva seveda k neki splošni blaginji. In lahko bi še druge stvari navajal
in da na tem deficitu tega odgovarjanja je v bistvu nasedla tudi ideja socialne države. Ker socialna država, tako kot je nastala po vojni, kot jo je uveljavljala zlasti Skandinavija oziroma skandinavske države, ravno tako ne ustreza več temu, kar se danes dogaja. In ta prostor nezadovoljstva, potem seveda, kot ste rekli, sama zaseda populizem, zasedajo ideje, ki so blizu fašistoidnosti, in da ne rečem, da so že tudi čisto fašistične, ki potem v tej negotovosti iščejo neko zaslombo, ki naj bi jim dajala varnost ali pa vsaj ustvarjala lažni videz varnosti z močnimi ljudmi, z močnimi osebnostmi, skratka z neko avtokratsko vladavino, ki se kaže že skoraj bi rekel kot sistem na Madžarskem, na Poljskem, Slovaškem, deloma v Češkem, tudi v Sloveniji znamenja gredo v to smer. Elemente imate pa seveda tudi od Le Penove, pa tudi v Italiji jih imate, Salvinija in tako naprej. Skratka, evropska levica ne najde točke, kjer bi resno poskušala premisliti razmere, v katerih se je znašla in ki so bistveno drugačne od takrat, ko se je zelo lahko razmejilo, kaj je danes desnica in kaj je levica. Ta prostor je precej mešan, prekrit in kot jaz pač mislim, tisto, kar je ključno, je tudi v tej situaciji potrebno razmisliti, kateri so dejavniki, ki vlečejo družbo naprej in kateri so dejavniki, ki jo dolgoročno pravzaprav zavirajo, ne glede na to, kako se jaz bi kar rekel, z političnim marketingom poskušajo te ideje prodajati. Ponekod seveda se pa ne prodajajo z političnim marketingom, se ne prodajajo s propagando, ampak se že kar surovo z razkazovanjem moči in prisvajanjem vseh družbenih pozicij, mimo tega, kar je zapisano tudi v, bi rekel, temeljnih demokratičnih dokumentih, kot so recimo ustave posameznih narodov. Če pogledate danes razmere v Sloveniji, marsikaj, kar je zapisano v ustavi, seveda danes ne velja več oziroma je kršeno oziroma je na robu kršitev. Tako da je to po mojem eno od ključnih vprašanj, kako se bodo evropske družbe razvijali in kako se bo seveda potem razvijala tudi Evropa kot celota. Hvala, predsednik. Bi prosil za besedo še kdo? Naj še vmes povem pa oziroma da pozdravim. Naš prvi gost je bil dr. Dimitrij Rupel in smo ga večkrat tudi omenjali med pogovorom in je danes tudi sledi našemu pogovoru. Sicer nimam evidence, se je še povezan, ampak naj ga lepo pozdravim in če bi se rad oglasil, naj seveda kar izvoli besedo. Drugače pa bi jaz vabil k besedi, sem prepričan, da je z nami, nekdanjemu predsedniku Slovenske kulturno-gospodarske zveze in prijatelju predsednika Kučana Rudiju Pavšiču, ki med drugim tudi podpisuje en prispevek v tej zbirki spletu misli in voščil, ki je izšla ob rojstnem dnevu Milana Kučana. Rudi, izvoli. Ja, dober večer, Milan, pozdravljen in še enkrat vse dobro za te tvoje mladostne obletnice. Ja, boš kmalu za mano. Tečem za tabo. No, jaz ne bom, imam eno samo vprašanje, ampak prej mislim, da sem dolžen najprej, da rekel, se zahvaliti Milanu za to, kar je nam pomagal v vseh teh letih, predvsem v času, ko je predsedoval slovenski državi. Mislim, da je predsednik Kučan verjetno med najbolj aktivnimi bil in ker je dobro razumel naš prostor in našo skupnost in tudi naše težnje in to moramo ceniti in mu moramo biti tudi gotovo hvaležni. Jaz mislim, da je veliko naredil v času sprejemanja zaščitnega zakona,
Milan si je omenil pač srečanje s Čampi in tako naprej, ampak takrat smo imeli kar številne kontakte, zato ker je Slovenija, in tukaj omenjam tudi prisotnega Rupla, nam pomagala v tem nelahkem trenutku, ker je bilo dvomov kar veliko, če bi nam bo uspelo. Pa vendar, jaz bi rad izpostavil še eno misel. Z Milanom sva se srečala neštetokrat in eno navodilo, ki sem ga sprejel in ga tudi danes skušam, bi rekel, v mojem malem uresničiti, je, da je vedno me nagovarjal k iskanju skupnih poti in skupnih dogovorov v manjšini. In to se mi zdi, da je neka vrednota, ki jo moramo ohraniti, jo moramo se truditi, mislim, da se trudimo, da jo uveljavljamo, ampak bi rekel tudi v eni jasni razmejitvi in enem dostojanstvu določene polpreteklosti, ki vemo, da ni bila enaka za vse. Pač nekateri so se trudili za to, da je potem ta država in Slovenija postala takšna, kakršna je, drugi pa so gledali na tiste, ki so prihajali v naš prostor in ga zasedali. No, samo eno vprašanje. Prej si omenil Višegrajsko skupino, obrazložil si, da je zakaj in kako, podobno si povedal o Balkanu, ampak recimo po tvojem, kakšna naj bi bila ena od prioritet ali ene prve prioritete odnosov med Slovenijo in Italijo danes in jutri? No, prioritet bi najbrž lahko bilo več, ampak glede na to, da zasedata obe ta južni prostor Evrope ob Sredozemlju, se mi zdi, da bi morebiti bilo koristno za obe državi in za Evropo v celoti, če bi prišle z iniciativo, ki bi res varovala Jadran, ki bi to okoljsko politiko konkretizirala na to, kar praktično pomeni ohranjanje Sredozemlja kot posebnega dela navsezadnje sveta in tudi človeštva. Skratka, mislim na to okoljsko politiko ali kakorkoli bi jo pač imenovali. Znotraj tega seveda pa so potem tiste stvari, ki jih običajno rečemo, da zadevajo gospodarsko sodelovanje, da zadevajo prometne povezave, da zadevajo lajšanje življenja ljudi v eni in drugi državi, ob tem, da imata tudi skupno odgovornost in skupno ambicijo oblikovati svoj pogled na prihodnost Evropske unije. In če bi že med temi prioritetami iskal, bi mogoče tej slednji dal prvo mesto, zato ker je to lahko pogled romanskega dela Evrope in Slovenije kot glasnika manjšinskega slovanskega dela Evrope na to, kar naj bi Evropa kot nek konglomerat teh narodov, entitet, kultur in tako naprej bila, s tem, da bi varovala temeljne vrednote, zaradi katerih je sploh nastala. Znotraj tega so seveda tudi vprašanja manjšine in so tudi vprašanja tega, kar smo prej govorili o tem skupnega zgodovinskega spomina, ker je brez, kako bi rekel, nekega skupnega pogleda na to zgodovino lahko zmeraj s to zgodovino manipulirati. In Slovenci imamo dovolj izkušenj, kako se zgodovino lahko manipulira že znotraj našega naroda, kaj šele, ko se začne zgodovino in s preteklostjo manipulirati v medsosedskih in meddržavnih odnosih. Tako da vidim polje sodelovanja in prioritet med Slovenijo in Italijo je seveda zelo široko. Hvala, Rudi, hvala, predsednik. Je še kdo, ki bi postavil predsedniku kakšno vprašanje? Ročic niste kliknili, se lahko tudi oglasite, če bi se kdo
imamo celo paleto zelo dobrih novinarjev z nami, če bi mogoče kdo kaj postavil vprašanje. No, če ni drugih vprašanj, imam pa vprašanje seveda jaz. Gospod predsednik, pred nekaj leti, ko ste predstavljali svojo knjigo, ki jo je napisal sicer zgodovinar Božo Repe v Tržaškem kulturnem domu, takrat se nas je zbralo veliko, sem vas jaz vprašal in vas danes še enkrat vprašam, ne ker bi odgovor pozabil, ampak ker mi je bil dober, kaj pomeni za vas antifašizem? Mi se spopadamo dnevno s pojmom antifašizma, tako rekoč za nas Slovence v Italiji so dnevne izbire pravzaprav se odločati, tako da antifašizem za nas verjetno ni nekaj vezanega samo na zgodovino, ampak tudi na aktualno stanje Evrope, Slovenije in Italije. Ja, se strinjam z vami, glejte, fašizem danes ni enak, kot je bil takrat. Po svojih oblikah, po svojih manifestacijah, po ciljih seveda je ostal enak. Poskuša, to je neka pač politika nadvlade, politika, ki z demokratičnimi parametri graditve in delovanja družbe nima nikakršne zveze in antifašizem danes pravzaprav postavlja marsikje sinonim za levico. Čeprav je lahko to tudi napačna predstava. Je pa, kako bi rekel, Evropa danes zaradi tega, ker je v zagati glede svoje prihodnosti in tudi glede svojega sodelovanja, predvsem, ker je padla na izpitu uveljavljanja ene temeljnih vrednot, ene temeljnega veznega tkiva, to je na solidarnosti, seveda podvržena tem raznim, prej smo rekli, populizmom in seveda v ta kontekst lahko umeščamo tudi te neofašistične ideje, ki se jim seveda samo z tem antifašizmom ne da dovolj učinkovito postaviti. Mislim, da je potrebno graditi na širšem polju ali na širši fronti uveljavljanja demokratičnih vrednot in demokratičnih načel, še posebej tistih, na katerih je možno graditi prihodnost človeštva. To je pa seveda neka zelo široka, bi rekel, skala teh vrednot, ki jih mogoče zaradi dejstva, da smo vsi soočeni in na nek način tudi negotovi glede izida pandemije, je seveda težko uveljavljati. In da se v tej negotovosti računa s tem, da bodo ljudje pripravljeni marsikaj žrtvovati z nabora svojih pravic, tako kot se je, če se spomnite, takrat, ko se je zgodil ta veliki teroristični napad v New Yorku, v Združenih državah Amerike, kmalu potem govorilo, da je alternativa ali človekove pravice ali varnost. In je odgovor bil, če se postavi ta alternativa, pol na koncu ni nevarnosti, ne človekovih pravic. In tako je tudi zdaj. Bolj, ko se posega v človekove pravice, večja stopnja verodostojnosti bi morali imeti tisti, ki trdijo, da je treba poseči zaradi varnosti v človekove pravice. Če pa seveda vlade ali vladajoči te kredibilnosti nimajo, te verodostojnosti, potem seveda je ta poseg v človekove pravice samo razkazovanje moči in uveljavljanje koncepta, ki z demokracijo in demokratično družbo nima nobene zveze. Hvala. Za besedo je prosil Livio Semolič, naš deželni tajnik. Ki mora vklopiti mikrofon, Livio. Evo, dober večer, predsednik. Zelo banalno in kratko vprašanje. Če bi vas nek mladi študent danes vprašal, kaj je bila Jugoslavija, kako bi mu odgovoril? Bi odgovoril, da je Jugoslavija bila produkt nekih zgodovinskih razmer, ki je pomenila stabilizacijo prostora, na katerem geografsko leži.
Tako je bilo z zgodovinskimi okoliščinami po koncu Prve svetovne vojne, ko je nastala prva Jugoslavija, in tako je bilo tudi po koncu Druge svetovne vojne oziroma med njo, ki je pomenila, da se na tem prostoru vzpostavlja neka državna tvorba, ki povezuje narode različnih identitet, različnih kultur, različnih tradicij, zato da zagotovi mir in, kako bi rekel, boljše življenje ljudem na tem prostoru. Imela je svojo zgodovinsko opravičbo, in ko so se spremenile okoliščine v svetu, ko so se spremenile okoliščine in ko bi morala na te okoliščine odgovoriti z novimi odgovori, tega ni bila sposobna, se pravi, njen vek življenja je potekel, bilo je samo vprašanje, na kak način bo ta življenjski vek končala. Mi Slovenci smo se zavedali nevarnosti, ki so grozile temu razpadu, in smo zato tudi predlagali mirno pot. Predlagali smo mirno razdružitev, dogovor o tem, da gremo vsak po svoje, in dogovor o tem, kako bomo uredili dediščino te skupne države in kako bomo urejali odnose v prihodnosti. Na žalost je ta naš predlog ostal brez pravega odmeva, odzvala se je samo Hrvaška, na žalost druge republike niso, in potem je temu sledil nasilen razpad, krvav, ki si ga ljudje na tem prostoru pač niso zaslužili. No, ker ni drugih vprašanj, bi vam postavil jaz še zadnjega in bi potem počasi zaključili s pogovorom. In sicer moje osebno prepričanje je, da predstavlja navsezadnje politični razred neke države odraz, da je politični razred določene države odraz naroda samega. Medtem ko marsikdaj slišimo bolj pritožbe kot to. Ampak jaz sem še vedno trdno prepričan, da predstavlja to, kar je politika ene države, res tisti narod, ki ga predstavlja. In z tega vidika je današnji pogled na Slovenijo, kar se mene tiče, vsaj zaskrbljujoč. Jaz bi vas vprašal, gospod predsednik, kaj želite ob 30. rojstnem dnevu Republike Sloveniji za naslednjih 30 let? Kako si obetate, kako vidite Slovenijo čez 30 let? No, čeprav razumem uvod vaš v to vprašanje, ste povedali, da vsak narod ima vlado, kakršno zasluži. Jaz pač mislim, da Slovenci nimamo vlade, kakršno zaslužimo, da zaslužimo boljšo. In s tem sem vam tudi odgovoril, kako jaz vidim ali pa si želim, da bi Slovenija izgledala prihodnjih 30 let. Da bi se vrnila k vrednotam, zaradi katerih in na katerih je nastala, da bi bila v svetu ugledna in spoštovana in da bi jo imeli njeni državljani radi in da bi bili ponosni, da so državljani Slovenije, svoje države, za svojo kulturo, za svojo tradicijo in z dolgom, ki jih imajo do vseh generacij, ki so jo želeli, in do vseh tistih generacij, ki bodo v njej živeli in v njej imeli, po bi rekel, dobrodošlo zavetišče in dom. Gospod predsednik, najlepša hvala. Hvala tudi vsem, ki ste se danes povezali, tako po Zoomu kot na Facebooku, in ste sledili današnjemu pogovoru. V nizu pogovorov, ki jih prirejamo ob 30. obletnici ustanovitve slovenske države, bomo aprila gostili druge goste, se pravi do junija. Sledite objavam, medijem, Primorskemu dnevniku, Raju, ko bomo prav gotovo najavljali naslednje goste. Še enkrat pa nazadnje res iskrena zahvala predsedniku Milanu Kučanu, ki je bil danes z nami. Še enkrat vse najboljše za vaših 80 let in še veliko let tako prodornih misli in aktivnosti vam želimo vsi, res vsi pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi. Tako da hvala, nasvidenje predsednik. Hvala vam za povabilo in hvala tudi vam, da ste vodili ta pogovor. Srečno. Nasvidenje.